Lepo pozdravljeni iz mojega kabineta, kjer zadnji mesec opravljam svoje delo evropskega poslanca na daljavo. Koronavirus nas je pač prizemljila, zato smo morali spremeniti naš način dela. Moj delovnik začne na takšen način, da najprej pregledam, kaj se dogaja v Sloveniji, kaj se dogaja po Evropi, širom po svetu. Zagotovo je največ informacij povezanih s pojavom te pandemije. K sreči se situacija v moji državi Sloveniji izboljšuje, tako da upam, da se po velikonoči začenja prvo sproščanje ukrepov, ki so bili učinkoviti, naši ljudje pa so jih tudi spoštovali. Zahvala tudi zdravstvenemu sistemu, ki učinkovito upravlja s to krizo in se še enkrat več pokazalo, da imamo v Sloveniji učinkovit javni zdravstveni sistem. Zagotovo pa bo treba jim pomagati tudi v prihodnje, da bo še boljši, še bolje opremljen in pripravljen na takšne izzive. Preko dneva sem zelo veliko v kontaktu s svojimi kolegi iz Evropskega parlamenta. Kot vemo, deluje plenarno zasedanje na daljavo, odbore odpravljamo na daljavo, pripravljalne sestanke za delo v posameznih odborov in tudi sicer izmenjujemo izkušnje, kaj se dogaja v posamezni državi. Podobno poteka tudi delo z mojimi člani moje ekipe, z mojimi asistenti in pa tudi s slovenskimi novinarji, ki jih zelo interesira, kaj se dogaja v Evropi in kako bo Evropska unija odgovorila na to veliko krizo. Sam tudi upam, da ko mine ta zdravstvena kriza, da čim prej sprejmemo učinkovite ukrepe, s katerimi bomo ublažili gospodarske posledice in preprečili, da bi imeli v Evropi socialno in nenazadnje tudi politično krizo. Tisti, ki so bili v tej pandemiji najbolj prizadeti, morajo dobiti dobro pomoč. Evropa mora biti solidarnostna, kajti le takšna bo upravičila svoj sloves najboljše skupnosti držav, kakršna je bila od druge svetovne vojne. Potrudimo se in naredimo Evropo zopet lepo in najlepši kontinent, kot je bilo doslej.